Spoštovani prijatelji, spoštovani dobri ljudje, hvala vam, da smo zopet skupaj. Na tej oddaji se pogovarjamo o drugem Vatikanskem koncilu. Tokrat smo pri Piju XII. In njegovem odnosu do znanosti. Obenem pa so te oddaje o drugem Vatikanskem koncilu aktualne, posebej danes, ko se v cerkvi oglašajo tradicionalisti, nekateri govorijo o drugem Vatikanskem koncilu, da ni v tradiciji in nasledstvu prejšnjih koncilov in da je pravzaprav plod modernistov in nekaj, kar bi bilo bolje, da ga ne bi bilo. Po teh oddajah s profesorjem dr. Ivanom Pojavnikom pa mi dokazujemo, da je drugi Vatikanski koncil nasledstvo vseh ostalih koncilov in jih tudi vključuje. Spoštovani gospod profesor, lepo pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi, gospod Zoran, in vsi gledalci in poslušalci. Drugi Vatikanski koncil je predvsem delo Svetega Duha, povezanosti z svetim izročilom in vsemi prejšnjimi koncili. Zato potrebujemo Svetega Duha, da bi mogli vstopiti v njegovo skrivnost. Prosimo torej na začetku te oddaje, naj nas Sveti Duh svojo lučjo razsvetljuje, da bomo prodirali v globine drugega Vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Hvaljen Jezus in Marija. Na vekomaj, amen. Znanost je začela svoj veliki razmah v času Pija XII. Ali pa nadaljevala, lahko rečemo. In večkrat se govori, češ vera je nekaj neznanstvenega, cerkev nazadnjaškega. Ali se cerkev boji soočanja z znanostjo? Torej, papež Pavel VI., ki je bil v šoli Pija XII. In je videl, kako se on srečeval z naravoslovjem in sploh z moderno znanostjo, je rekel, vera se ne boji srečanja z znanostjo, ampak si ga želi. Torej, moramo reči, da to srečanje se je izvršilo na zadnjem koncilu, kajti koncil je upošteval razvoj znanosti novega veka in sploh kulture novega veka. Torej, in kar je bilo pozitivnega v tej razvoju novega veka, to je povzeto v drugem Vatikanskem koncilu. Tako da je prišlo do velikega srečanja med vero in razumom, med teologijo in znanostjo. In to pot je predvsem pripravljal s svojim učenjem papež Pij XII. Seveda, teologi in drugi misleci so že upoštevali znanost in pa vse znanstvene ugotovitve, ki jih ni mogoče negirati, pač pa jih je potrebno videti v širši sliki teologije in prav to, pravite, je Pij XII. Na najvišjem nivoju, torej na papeškem nivoju in pa kasneje z vključitvijo njegovih stališč v drugi Vatikanski koncil dal temelj za te trditve drugega Vatikanskega koncila v odnosu do znanosti. Kako se je srečala znanost z samim vrhom cerkvenega učiteljstva? Da, tukaj moramo reči, da v srednjem veku je bila zaveza ali most med znanostjo, filozofijo in teologijo. Torej, ta most se je podrl v novem veku, v zadnjih stoletjih. Torej, je prišlo do razhajanja med znanostjo, filozofijo in teologijo. Zdaj, veliko delo papeža Pija XII. Je ravno ta, da je obnavljal ta most med znanostjo, filozofijo in teologijo. Torej, to je potem prešlo tudi v drugi Vatikanski koncil. Torej, to je veliko delo tega papeža Pija XII. Obnavljanje tega mostu, ki je bil porušen v novem veku.
je novi vek, v katerem smo seveda tudi mi danes, ima svoje vrednote, svoje poglede, ki pa dostikrat nimajo prostora za Boga. Prav tisti, ki potiskajo ateistično stališče, ateistični pogled na svet, se sklicujejo na znanost. Torej, kako sta se srečala znanost in vera? Torej, tukaj moramo reči, da to vprašanje je zelo obsežno in ne moremo vsega obravnavati, ampak glavne stvari samo papeža Pija XII. In sicer smo se zadnjič govorili o astronomiji in tukaj ravno v zvezi z tem velikanskim astronomskim kompasom je papež Pij XII. Z filozofsko in teološko refleksijo ali premislekom preizkušal izvleči, kakšen pomen ima ta napredek astronomije, torej za znanost in za filozofijo in teologijo. In v zvezi s tem, ko je govoril astronomom v Rimu leta 1952, je v zvezi s tem velikanskim astronomskim kompasom, se pravi s to velikansko mrežo teleskopov in radioteleskopov in drugih naprav, izvlekel nekatere pomembne zaključke, 4 pomembne zaključke. Torej, te 4 pomembne zaključke, predvsem na astronomijo, ki, če povzamem malo vašo misel in poskušam ujeti nit vašega govora, posebej pri astronomiji, za katero so mislili zdaj, kje bomo videli Boga, ne? Bomo gledali skozi teleskop in bomo zagledali Boga. Ali pa astronavte so vprašali, ne, ali ste videli, ko ste bili torej okoli Zemlje, ali ste videli Boga v vesolju. Torej, to je ta misel, da bomo videli Boga v astronomiji. Torej, katere zaključke je potem on dobil glede na astronomski pogled takratnega časa? Da, tukaj on je izvlekel, kot sem omenil, 4 zaključke in prvi zaključek je tale, da razprostranjanje pojmovanja o kozmosu je vrglo s prestola staro geocentrično in antropocentrično idejo ali pojmovanje. Ne? Torej to, da je Zemlja v središču vesolja. Potem pravi drugič, pomanjšalo je naš planet do razsežnosti neznatnega praška. Tretjič, skrčilo je zunanjega človeka prav do atoma na tem prašku. Četrtič, potisnilo je planet Zemljo, torej Zemljo v neki vesoljski kot. Ne? Torej tukaj imamo te 4 pomembne zaključke v zvezi z tem govorom astronomom. Ne? Torej tukaj bi najprej izvajal tole astronomsko pomanjšanje sončnega sistema. Torej z ozirom na velikost, o čemer smo zadnjič govorili v prvi oddaji, z ozirom na velikansko velikost vesolja, na ogromno število zvezdnih meglenic v vesolju, je naš sončni sistem samo mikroskopsko majhen delček vesolja. Ne? Torej spriča ogromnosti teh zvezdnih meglenic. Ne? Torej, in potem, danes, ko vlada materialistična civilizacija, torej in skrči človeka zgolj na zunanjega človeka, ampak astronomsko gledano, ta zunanji človek je zgolj atom na tem prašku Zemlje. Ne? Torej nekaj majhnega v primeri z vesoljem. Ne? Ja, zdaj ravno sem poslušal eno predavanje ekonomskega foruma, ker je znanstvenik govoril, da
je človek sedaj, glede na znanstvene in tehnološki napredek, je samo ena žival, ki se ga lahko hekira, kar pomeni, da lahko kot v računalnik stopiš in prevzameš oblast nad računalnikom in da je človek pravzaprav samo žival, ki jo lahko hekiramo oziroma lahko preko tehnologije nad njim prevzamemo oblast in je s tem zanikal, pravi tudi Bog ali pa duša in tako naprej, tega pravzaprav ni, kar dokazuje ta možnost vpliva na človekove misli, na njegovo ravnanje, to hekiranje, kakor on to razlaga in predava. Se pravi, ta svet nas zdaj vodi v eno tako stališče, da pravzaprav človek ni nič več, kakor samo en prašek, kakor ste vi omenil, ampak tu je potem še teološka dimenzija oziroma duhovna dimenzija. Kako je potem stališčem cerkve na tem področju? Torej, to ste vi omenjali, to materialistično stališče. Če gledamo astronomsko, torej je človek zunanji človek. Mi govorimo o zunanjem človeku, ne o notranjem. Zunanji človek je, kot je definiral ta papež Pij XII, astronomsko gledano, samo atom na tem neznatnem prašku v vesolju. Tudi naš sončni sistem je samo nekaj mikroskopsko majhnega v tem neizmernem vesolju. Ne? Torej, to gledano astronomsko. Ampak potem on nadaljuje, da s tem astronomskim, torej gledanjem na človeka, na vesolje, je propadel absolutni geocentrični torej sistem, ker Zemlja ni središče vesolja. Ne? Pravi, astronomija je postavila Zemljo v neki vesoljski kot. In če Zemlja ni središče vesolja, potem tudi človek, ki živi na tej Zemlji, torej ni središče vesolja, s tem propade absolutni torej, antropocentrizem novega veka. Torej, z astronomskega vidika propade temelj novega veka, ki je bil absolutni antropocentrizem in geocentrizem. Torej, to ne velja. Vemo, da iz tega absolutnega sistema oziroma sistema absolutnega antropocentrizma in geocentrizma se je razvila novoveška filozofija in potem vse ideologije novega veka predpostavljajo ta temelj absolutnega antropocentrizma in geocentrizma. In potem ta proces, v katerem smo, globalizacije skrivnosti, ta svetovni proces, torej, ko hočejo zgraditi nov svetovni red brez Boga, tudi ta temelji na temelju absolutnega antropocentrizma in geocentrizma. Ampak to je astronomsko gledano zgrešeno. Zgrešeno. Zdaj, kaj pravzaprav, kje je potem rešitev? Kako naj mi razlagamo to, da ta antropocentrizem in pa geocentrizem ni pravilen? Kje so filozofski ali teološki temelji za to, da se takšno gledanje ovrže, kajti s tem je potem konec človeštva in človeka? Torej, tukaj imamo psalm 8, ki govorijo o majhnosti in veličini človeka. Prosim, če bi vi prebral ta psalm 8 od 4. do 6. vrste. Torej, 4. vrstica. Kadar gledam tvoje nebo, delo tvojih prstov, mesec in zvezde, ki si jih naredil. Kaj je človek, da se ga spominjaš? Ali sin človekov, da skrbiš zanj? In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov, slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok in vse si podvrgel njegovim nogam. Drobnico in vso goved,
tudi poljske živali, ptice pod nebom in ribe v morju. Vse, kar hodi po morskih stezah. O Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Da, to je ta psalem, ki po eni strani torej riše majhnost človeka v primeri z vesoljem, z nebom, po drugi strani pa pravi, da si ga naredil, torej Bog naredil človeka, je malo nižjega od angela. Torej tukaj je Pij XII rekel, da kaj je duh tega majhnega človeka, izgubljenega v materialnem vesolju, da se je upal vprašati svoje infinitezimalno majhne čute, to se pravi neskončno majhne čute, naj odkrivajo obličje in zgodovino neizmernega vesolja. Ne? In potem on daje odgovor, da duh spada v red biti, ki je bistveno različna od materije. Torej in je tudi višji od materije. Ne? Torej izstopi ta velika razlika med majhnostjo zunanjega človeka, ki je atom na tem prašku zemlje v vesolju, njegovi čuti so neskončno majhni in razlika z njegovim duhom, da je preko teh neskončno majhnih čutov, torej izsledoval zgodovino, torej in obliko torej tega zvezdnega vesolja. Torej stopi neizmerna veličina človeškega duha. Ta veličina duha se vidi tudi v razmišljanju. Mi lahko razmišljamo o večnosti, ne samo o neki omejeni materiji, oziroma lahko tudi razmišljamo o samih sebi, o našem smislu in tako naprej, ki presega zgolj materijo in pa materialni omejeni svet. Če dam eno primerjavo, kaj pravi takole eno vprašanje, kaj bi neka mati svojega otroka raje slišala o njem, če bi ji rekli, da je njen otrok Božji otrok, da ima večno dušo, da ima večno dostojanstvo in da ima možnost večne sreče pri Bogu, ali pa, če bi ji rekli, vaš otrok je samo en prahec, ki je slučajno nastal in ga nikoli več ne bo in njegovo ni nič posebnega. Torej, samo materija. Seveda vsaka mati bi srcem sprejela tisto prvo definicijo njenega otroka, ki je zaznamovana z večnim dostojanstvom in veličino in večno ljubeznijo in smislom. Tako je to bliže našim dušam in srcem. Eno je teološko temelj, katerem ste govorili, drugo je mogoče tako zgolj srčno razmišljanje o človeku. Kaj pa pravijo še drugi papeži o človeku? Kaj je pravzaprav človek in Božja beseda in Sveto pismo? Da, ta veličina človeka se kaže, pravi papež Pij XII, v tem, da je znašel naprave, s katerimi je povečal doseg teh neskončno majhnih čutov. Torej zaznal, iznašel je teleskop, mikroskop, torej spektroskop za preučevanje svetode in še druge naprave. Torej to kaže na veličino človeškega duha, ki je iznašel vse te stvari. Torej veličina človeškega duha. In pravi, v 20. stoletju poteka nezaslišana invazija v mikrokozmos in makrokozmos. To se pravi nezaslišana invazija v malo vesolje, mikroskopsko majhno vesolje in veliko, torej teleskopsko vesolje. Odkot izvira ta invazija? Izvira iz duha, kajti ljudje so se obrnili v zadnjih stoletjih v osvajanje vidnega vesolja. Ne več neskončnega, večnega Boga, ampak vidnega vesolja. Ta invazija torej izvira iz človeškega duha, kajti ljudje so se usmerili, so dali primat znanosti in naravoslovju, so se usmerili v raziskovanje zunanjega, vidnega sveta, vidnega vesolja.
in so obrnili hrbet, torej nebeškemu kraljestvu, Božjemu kraljestvu. Od tod ta nezaslišana invazija v zunanji svet. Se pravi, je svet zapustil, lahko bi rekli, modrost, globino duše, srca, razmišljanja o smislu, ljubezen, in se je s tem osiromašil, oziroma samo površinsko, zunanje se je razvijal, te bistvene zadeve za življenje človeka, za njegovo pravo srečo pa zanemaril, če sem vas prav razumel. Da, vi ste me prav razumel. Jaz bi omenil definicijo Pavla VI., ki je veliko razmišljal torej o človeku in o njegovem odnosu do vesolja, do kozmosa. Pravi takole: postava človeka se v svojem primirjanju s kozmosom izkazuje kot neizmerno majhna in neizmerno velika. Ne? Torej, neizmerno majhna je postava človeka, če gledamo zunanjega človeka, ki je, torej kot je rekel Pij XII, atom na tem prašku, torej zemlje, neznatnem prašku zemlje v tem ogromnem velikanskem vesolju. Torej, neznaten atom. Ampak kot notranji človek neizmerno presega tega zunanjega človeka, torej je neizmerno velik. Človek je neizmerno velik, ne kvantitativno, ker vesolje je ogromno, ne kvantitativno, ampak kvalitativno. Torej človeku, zlasti v njegovi duši, torej kvalitativno presega, neizmerno presega to vidno vesolje. Torej v metafizični smeri, metafizična smer gre ravno nasprotno od fizične smeri. Torej človek v metafizični smeri, kot notranji človek, ki presega zunanjega človeka, in to je metafizični človek, to je notranji človek, to je srce, kar imenuje Sveto pismo, je neizmerno velik. Ne? Torej je neizmerno velik in zlasti po svoji duhovni duši, tako da tukaj ta definicija Pavla VI. Posodablja to, kar je Jezus rekel v Evangeliju, kaj pomaga človeku, če si vesolje pridobi, svojo dušo pa pogubi. Ne? Torej veličina človeka, njegova neizmerna veličina je v tej duhovni duši, ne? S katero neizmerno presega to vidno vesolje. Omenili ste Kristusa, kaj pa Kristus pravi o človeku? Da, to sem omenil sedaj, torej da Jezus pravi, da kaj pomaga človeku, če se vesolje, to se pravi to fizično vesolje pridobi, svojo dušo pa pogubi. Ker kot je rekel sveti cerkveni očetje, so to komentirali. Sveti Gregor Nacijanski je rekel, da človek je veliko vesolje v malem vesolju. Ne? Torej malo vesolje je mikrokozmos. Torej primiri človekom, primiri človeško dušo je to vidno vesolje, lepo kozmos, neka primiri, torej človekovo duhovno dušo. Potem sveti Gregor iz Nise, ki je tudi živel kako sveti Gregor Nacijanski, z nobeno razumsko mislijo ni mogoče zaobjeti duha, ki je ustvarjen po podobi neskončnega Boga. Ne? To se pravi, človeški duh je neizmerna skrivnost. Mi z eno mislijo, kakor je rekel papež Pij XI, mi z eno mislijo lahko obsežemo to materialno vesolje, ne moremo pa z nobeno mislijo zaobjeti duha, ki je ustvarjen po podobi neskončnega Boga in je skrivnost. Torej je velika skrivnost. Tako da je rekel papež Janez Pavel II, da človek je neizsledljiva skrivnost v redu razuma. Torej z nobeno razumsko znanostjo, z nobeno razumsko mislijo ne moremo prodreti v skrivnost človeka. To neizmerno presega vse te izkustvene, torej izkustvene znanosti o človeku. Človek je skrivnost. Človek
presega materijo, presega na nek način celo samega sebe, je velika skrivnost in njegova vrednost je v njegovi globini, v njegovi duši, kakor pravi Božja beseda. Kaj pa je drugi Vatikanski koncil in koncili? Kaj so rekli o človeku? Da, tukaj drugi Vatikanski koncil pravi, da samo v skrivnosti učlovečene besede, co zbravi Kristusa, res v jasni luči zasije skrivnost človeka. Samo Kristus je razodel, ker človek je neizmirna skrivnost, ker je podoba, Božja podoba neskončnega Boga. To je samo v Svetem pismu, vemo to, da je bil človek ustvarjen po Božji podobi in nikjer drugje tega ne najdemo, razen v Svetem pismu. In sveti Avguštin je rekel, da človek je po svojem duhu velika narava, zato ker lahko sprejme vase Boga. Torej, to imamo tudi v katekizmu katoliške cerkve, da je kapax Dei, da je sposoben sprejeti Boga. Torej, po svojem duhu. Torej, vidimo, da človeku se po eni strani srečuje ta neizmerna majhnost, ker je po eni strani atom, po drugi strani pa je neizmerno velik, zlasti po svojem duhu, da je veliko vesolje, ki lahko sprejme vase samega Boga. Torej, to je skrivnost človeka, katero nam razkriva samo Božje razodetje. Noben drugi tega, nobena znanost ne more v to prodreti. Spomnim se zdaj psalma, ki smo ga prej brala, in tam pravi, kaj je človek, da se ga spominjaš, torej, ampak pravi, dal si mu pa oblast nad svetom, nad naravo in tako naprej. In tu ravno se kaže v tej oblasti, kar je pravzaprav neka dominacija, preseganje in obvladovanje. Se vidi veličina človeka, ki je pa pravzaprav realnost, da on obvladuje ta materialni svet in oziroma obvladuje svet. Ne? Zato pomeni, če ga obvladuje, da je večji. Ne? In mi ga dejansko obvladujemo. Kakšne mojstrovine so bile narejene na vseh področjih človekovega razmišljanja in ustvarjanja, bodisi v umetnosti, arhitekturi ali filozofiji, v znanosti. Človek je tisti, ki presega ta svet oziroma materijo in vse, kar je omejeno. Drugi Vatikanski koncil je, ste rekel, povzdignil človeka na to pravo raven, ki ga tudi ima. Da, to je človek kot oseba, to je drugi Vatikanski koncil, torej poudaril, da človek je oseba, po svoji duhovni naravi je oseba. In to je bilo treba poudariti zaradi materializma, ker kot vidimo, je v novem veku izginila ta skrivnost človeka. Človek je bil skrčen na najvišje razvito žival in potem je bil skrčen samo na atom, na tem prašku zemlje v velikem vesolju. In zlasti po astronomiji, po tem, kar ste vi govorili, da človek je sposoben obvladovati svet in Bog mu je dal to oblast, ko je rekel, podvrzite si zemljo, gospodujte nad vsem, kar je na zemlji. In potem je izstopila, zlasti s temi astronomskimi odkritji, je izstopila skrivnost človeka in neizmerno nesorazmerje med zunanjim človekom in notranjim človekom. Neizmerno nesorazmerje med kozmosom in človeškim duhom, kajti človeški duh je veliko vesolje v malem vesolju, kako je rekel torej ta cerkveni oče sveti Gregor Nacijanski. Torej mi smo izgubili ta nesorazmerja v novem veku, smo izgubili, torej zaradi tega razvoja, zaradi te invazije v zunanji svet. Torej, ker teologija je premalo upoštevala ali ni upoštevala, torej naravoslovja razvoja novega veka, so ta nesorazmerja nekoliko, torej, ali precej zbledela. Ampak zdaj moramo spet spostaviti, ker se spopadamo s to materialistično civilizacijo,
Moramo spet vzpostaviti ta nesorazmerja, torej in nastopi tudi nesorazmerje med torej neskončno majhnimi človeškimi čuti in človeškim razumom, ki spoznava po teh čutih, in med vero, torej med optiko razuma in optiko vere, ki pa spoznava vse v luči večnega in neskončnega Boga. Izstopi nesorazmerje, torej velikansko nesorazmerje med optiko razuma in optiko vere. Torej tukaj Drugi Vatikanski koncil je to upošteval, torej zato sedaj nastopi tudi drugačna spoznavoslovna in vrednostna lestvica. Mi moramo upoštevati ta astronomski razvoj, torej da bomo premagali to materialistično civilizacijo. Torej, eno je vera in pogled vere, ki temelji tudi na filozofskih in razumskih razmišljanjih in na dejstvih. In dejstvo je to, da je globina človeka, oziroma vrednost človeka je v njegovi notranjosti, v tem, kakšen človek je in kako vrednoti stvari, kako on rešuje zadeve. In prav to notranjost pa s tem modernim pogledom in tudi s tehnologijo mi zavračamo in vračamo človeka na raven živali oziroma mu vzamemo tisto človeško dostojanstvo. Kako zdaj mi se vračamo nazaj na tisto mesto, ki bi ga naj človek tudi v modernem svetu v pogledu na človeka imel? Torej, tukaj je treba reči to, kar je rekel Pavel VI, torej, da moderni človek živi stalno v zunanjosti, živi zunaj sebe, v zunanjem svetu. In tukaj ta tehnika, komunikacija in vse to je to še pospešila. Pravi, in izgubil je ključ, da bi se vrnil v svojo notranjost. Da je treba iskati ta ključ je spreobrnenje. Torej, moramo iziti iz te invazije v zunanji svet in moramo se obrniti nazaj v notranji svet, v notranjega človeka, v srce. Novi vek pa je bil ravno beg od srca, beg iz Kristusovega srca in beg iz srca človeka. In to je bilo ogromno obubožanje in osiromašenje človeka. Torej, zdaj se moramo vrniti nazaj v notranjega človeka in po notranjem človeku nazaj k Bogu. In to je ta proces, ki ga živimo tudi v tem postnem času, proces spreobračanja in mrtvenja, torej čutnega človeka ali počutnega človeka. Se vračati nazaj v notranjost, v srce, vrnite se, kakor pravi prej, vrnite se v srce. Zakaj blodite, človeški otroci? Zato pa je potrebno spreobrnenje, torej nazaj k Bogu, molitev, torej pokora, mrtvenje telesnih čutov in tako naprej. Ker današnji človek, moderni človek je po zunanjem, stalno živi zunaj sebe in več sebe sploh ne pozna več. Rekel ste, moramo se vrniti notranjost. En močnih notranjih porivov, bi lahko rekli, notranjega govora je tudi vest in morala. In človeku se upira delati neko zlo oziroma zločin in je tu ena globina, ki jo moramo poslušati v naši notranjosti, ki pa nam ne govori ravno o materialnem svetu, pač pa o nekem notranjem imperativu, o ne smeš oziroma delaj, oziroma da moralno tudi stvari vrednotimo, katere so prave, katere niso prave. In to je tudi neka naša notranjost, plus seveda naše razmišljanje z tem smislom, hočemo imeti smisel. To je tudi vrnitev v notranjost, neke vrste iskanje resnice, iskanje Boga, iskanje smisla, iskanje morale,
To so tisti notranji glasovi, ki nas vračajo nazaj tudi na pot Boga in iskanja Boga. Da, to je zanimivo, kar ste vi povedal. Torej, da v tej invaziji v zunanji svet ljudje raziskujejo že stoletja in stoletja zunanje zakone, torej zakone zvest, potem zakone rastlin, živali. Torej, vse te zunanje, vse povsod odkrivajo same zakone. Torej, v vesolju ne vlada slučaj, ker če bi vladal slučaj v vesolju, potem bi propadle takoj vse univerze in vse fakultete, kako sem že rekel. Ampak v vesolju vladajo in vse povsod vladajo, torej čudoviti zakoni, ki jih je dal Bog stvarnik, ki je vrhovni zakonodajalec. Ampak pa ravno taji, torej da bi obstajali moralni zakoni. Ne? Torej tudi človek je ustvarjeno bitje, ima svoje zakone, ne samo biološke zakone, torej ki so v telesu, o čemer govori medicina, ampak ima tudi duhovne zakone, kot oseba ima svojo dinamiko, zato ima tudi svoje zakone in ti dinamike osebe kot osebe se imenujejo moralni zakoni. Zato, če človek spolnjuje moralne zakone, ki so zapisani v vesti vsakega človeka, ker ko je Bog ustvaril človeka, mu je dal tudi zakone in ti so zapisani v vesti, potem, če spolnjuje te zakone, se kot oseba izgrajuje, če pa ne spolnjuje teh moralnih zakonov, se kot oseba uničuje. Ne? To in tako vidimo, da ljudje ogromno poznavajo te zunanje zakone, pa ne poznajo moralnih zakonov, se pravi zakonov, ki so odločilni za njihovo duhovnost ali pa duhovni propad, odločilni za večnost, ne? Ker moralni zakoni so odločilni za večnost, spolnjevanje ali nespolnjevanje, odločilno za gradnjo človeka kot osebe ali pa za uničenje človeka kot osebe. To je neko drugo področje tudi, ki ni vidno, ki ni zunanjo, ki pa ga mi zdaj s tem zanemarjamo in to ravno vsi vidimo v današnjem svetu, ko gre prav čudno smer, torej da zdaj se sprejema pri nas zakon, da ni več moškega, ne ženske. Ne vem, kako bo to rekli potem pri živalih, da ne bo več krave in bika in mačke in mačaka, oziroma ne vem, ženskega drevesa in moškega drevesa, kakorkoli. To se zdaj zakone sprejemajo, potem vsi drugi amoralni zakoni so v državah že sprejeti, potem ni več nobene filozofije ali modrosti v šoli, ni več uradne morale, ni. Uradne morale država naša ali pa katerakoli druga ne uči. Ni moralnega, ni morale, ni. Pravzaprav edino je prisila, če te dobijo, da nekaj narediš, ker še neka zakonodaja. Ampak morale ni in zdaj kam gre ta svet potem, če mi zanemarjamo recimo 10 božjih zapovedi, ki so osnovna morala, gremo mimo njih, se pravi v svoje uničenje. Da, to je epohalni beg, s katerim se je oblikoval novi vek, epohalni beg od Boga, ki je bil krati epohalni beg iz notranjega človeka, torej beg od duha. In ta epohalni beg se je spremenil, kot je rekel Pij XII, v nezaslišano invazijo v zunanji svet, v mikrokozmos in makrokozmos. Ampak to potem je propad notranjega človeka. Propad notranjega človeka in s tem tudi propad civilizacije, ker če prestopa zakone dinamike notranjega človeka, ki so moralni zakoni, potem se to izraža tudi na zunanji ravni, ker ljudje smo tudi zunanji ljudje, se poslabšajo odnosi med ljudmi in potem vojne, svetovne vojne in potem grožnja svetovne katastrofe. Torej, to je povezano, to vidite, to je epohalni beg iz srca, Kristusovega srca in potem iz srca človeka. In zdaj smo nekje pri koncu tega bega. Torej, ko vidimo strašen moralni propad
torej strašen moralni pad in popolno zavrženje 10 božjih zapovedi, ki so zapisane v srce vsakega človeka, torej in to vodi v katastrofo, to očitno vodi v katastrofo. Ampak kljub 2 svetovnim vojnam se človeštvo ni ustavilo na tej poti bega, ne? Bega od Boga, bega od notranjega človeka. Ne? Vsemi temi dogodki, recimo, če greva na versko področje, torej imamo ta privatna razodetja Božje matere Marije ali Jezusa, recimo, pri ljudeh, in ona, recimo, te sporočila so samo spreobrnite se, da ni važno to, kar se bo zgodilo, pa ne dnevi, pa kako bo potekal ta neke vrste propad oziroma dvig človeštva, pač pa je nekako sta sporočila vztrajajo na tem, da se naj mi spreobrnemo, da naj mi živimo z Bogom, da s tem, ko smo z Bogom in se premagujemo pri zlu oziroma tisto, kar je neumnost, nespamet, da s tem rešujemo pravzaprav celotno človeštvo. Tako da bi naj bila to v teh sporočilih tista centralna točka, da na ta način samo rešujemo človeka in človeštvo. Je to prav? Da, seveda govorite pravilno, edina rešitev je vrnitev nazaj k Bogu, druge rešitve ni. Torej, druge rešitve ni, ker človek je ustvarjen po Božji podobi in brez Boga se uničuje, kakor kaže v star razvoj. Torej, edina rešitev je vrnitev nazaj k Bogu, vrnitev k Kristusu, ki je edini odrešenik človeka. In tukaj imamo tudi večnost, ker Bog je človeka ustvaril za večnost. Torej, imamo večnost, zdaj pomembnost torej, vire za večno življenje, ker vira torej, odpira pogled k večnemu in neskončnemu Bogu, je globalna optika večnosti. In tukaj lahko primerjamo, torej, da v primeri že starostjo vesolja, ki je staro okoli 14-15 let, kaj je človeško to kratko življenje na Zemlji, je samo nekaj sekund, mi živimo na tej Zemlji. Tako da bi morali miriti čas ne samo sončno uro, ampak tudi z astronomsko uro, ki šteje teh 14 do 15 let, da živimo samo nekaj sekund na tem majhnem planetu. In kaj šele to je v primeri z večnostjo. Zato pravi psalmist, nauči nas šteti naše dni, da pridemo do srčne modrosti. Zdaj pa imamo v novem veku, to se pravi absolutizacijo, to se pravi povečanje v neskončnost pomena znanosti, torej naravoslovja, torej absolutizacijo znanosti, ampak moramo sprejeti to astronomsko pomanjšanje pomena vseh znanosti, ker s tem odkritjem astronomije so astronomsko pomanjšan tudi pomen vseh znanosti, ki so nekaj majhnega v primeri torej z večnostjo in torej z modrostjo, znanostjo vire, ne, ker vira je znanost, torej modrosti. Ne. Torej tukaj gre za ta velika nesorazmerja, o katerih sem govoril. Vera torej vrača človeka k njemu samemu. In da je to, kar je tudi v načrtu stvarstva, da je seveda boljši človek oziroma da je sploh človek v pravem pomenu besede in je tukaj potem rešitev tega problema, ki je nastal med vero in znanosti oziroma tudi lažne neke postavljene razlike ali celo nasprotja med vero in znanostjo in je vera potem kot rešitev za posameznika in za človeštvo. Da, vera je rešitev zaradi tega, ker vzpostavi odnos z večnim in neskončnim Bogom
In na podlagi tega odnosa se potem spostavi pravilen odnos ali pravilno razmerje med notranjim in zunanjim človekom, med torej optiko vire, optiko večnosti in človeškim razumom, med teologijo in filozofijo. Torej se postavijo pravilna razmerja, se vzpostavi ravnotežje. Torej to ravnotežje je bilo v novem veku izgubljeno, ker je se podrl ta most med znanostjo, filozofijo in teologijo. Zdaj v drugem Vatikanskem koncilu imamo spet vzpostavljen ta odnos, oziroma most med znanostjo, filozofijo in teologijo, in s tem imamo vzpostavljeno pravo razmerje, pravo ravnotežje, ker ta civilizacija trpi, materialistična civilizacija trpi zaradi tega, ker je izgubila pravo ravnotežje. Ni več ravnotežja, ni več pravega razmerja. Poteka ta invazija samo v zunanji svet, hočejo osvajati samo ta planet. Ampak kaj je ta planet v primeri že z vesoljem? Kaj šele v primeri z neskončnim večnim Bogom? Kaj v primeri z večnostjo? Vidite, nimamo več pravih razmerij. Ne? Torej tukaj ta velika vloga papeža Pija XII., da je gradil prava razmerja, prava sorazmerja med znanostjo torej in filozofijo, med filozofijo in teologijo, med razumom in viro. Treba je obnoviti zavezo med viro in razumom. Ta zaveza je razpadla v novem veku in iz tega so šle, kot vidimo, katastrofalne posledice. Ko nekaj zaključujeva, pa pravi tudi Sveto pismo, da Boga vedno iščemo. Pravi, Bog je videl, da ni človeka, ki bi ga iskal, oziroma da vedno iščemo na nek način Boga, ki ga delno najdemo, razloge za naše verovanje, druženje z njim v duhu in v srcu, po drugi strani ga pa vedno še raziskujemo. Tako da je Bog sam tudi nekaj, kar je za nas človeka, ki išče neke vrste tudi iskanje resnice oziroma iskanje Boga. In ni neki zaključen konec procesa še, vsaj v tem iskanju in razlogih za verovanje. Torej je tu potem nekje konec te dileme, da smo Božji, pa še vedno razmišljamo o Bogu in da se držimo Gospodovih zapovedi. Ali kaj bi vi rekel, gospod profesor, za zaključek tega pogovora in bi rekel razjasnjevanja o dilemi med znanostjo in vero? Torej tukaj bi povedal to, kar je rekel Pavel VI., kar je v bistvu tudi vaša misel, ampak on je bolj to natančno izrazil. Je rekel, iskanje Boga je kompas človeka, kompas, ker je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, zato je to kompas njegovega življenja. Torej, kot kristjani bi morali zdaj uporabljati ta astronomski kompas, da bi videli torej majhnost tega zemeljskega življenja in potem tudi astronomsko uro, da bi videli kratko tega zemeljskega bivanja in morali bi uporabljati kompas vire, torej ta velikanski duhovni astronomski kompas, katerim opazujemo skrivnost večnega in neskončnega Boga in se orientiramo v nebeškem kraljestvu ali, kot so rekli cerkveni očetje, v nadvesolju. Torej v nadvesolju ali umnobitnem velevesolju. Torej moramo se opremiti s temi kompasi, ne? Torej da bomo našli pravo sorazmerje oziroma ravnotežje. In potem bi končal z mislijo papeža Pija XI., ki je rekel, v življenju na zemlji velja zakon omejenosti, kateremu se je podvrgal celo Kristus Gospod kot človek. Tudi Jezus se podredil temu zakonu omejenosti, to se pravi, vse na zemlji je omejeno, krajevno in časovno. Torej vse je zelo omejeno, krajevno in časovno. Torej ta zakon omejenosti pravi, da je vse omejeno
krajevno in časovno tukaj na zemlji, torej moramo se zavedati svojih meja in to zavedanje naših meja se imenuje ponižnost. Brez ponižnosti ni mogoča vrnitev Bogu, ni mogoča vira. Zlasti astronomija bi morala sedanjega modernega človeka učiti ponižnosti, torej majhnosti, ker dejansko kaže, kako je zunanji človek, na katerega je materializem skrčil človeka, samo atom na tem prašku zemlje v velikem vesolju. Hvala Jezus in Marija. Hvala vam za ta zaključek. Obenem je pa Bog ljubezen, ko pravi apostol Janez, oziroma evangelist Janez pravi, Bog je ljubezen. In dejansko ni nobenega smisla tudi v hoji za Bogom, če ni ljubezni, kot pravi apostol Pavel. Za zdaj pa ostane vera, upanje in ljubezen. A največja med temi je ljubezen. In Bog je ljubezen, pravi Božja beseda. Tako da iskanje Boga je ljubezen. Hvala lepa vam, gospod profesor, za vaš trud, za vaše delo, da nas razsvetljujete svojim celoživljenjskim pridobivanjem resnic, teologije, cerkvenih očetov in so pogovori z vami resnično pravo bogatstvo. Hvala lepa. Spoštovani in dragi, to je bil profesor dr. Ivan Pojavnik, profesor cerkvenih očetov, se pravi patristike in obenem tudi velik ljubitelj Marije, Matere Božje, ko je kar veliko let vodil marijansko gibanje. Tako lepo pozdravljeni in tudi vam želim vsem dobro in vašim družinam. Prav lep pozdrav iz naše televizije.